Odločanje na vladi bi najprej poudaril, da za kandidatko niso glasovali samo ministri, ki so člani naše stranke, ampak tudi nekateri neodvisni ministri. Je pa res, da je pač prišlo na tej seji do preglasovanja, torej odločeno je bilo za večino glasov vseh članov vlade po seveda zakonitem in poslovniško urejenem postopku, brez dvoma, to je bilo korektno. Je pa res, da to odstopa do ustaljenega načina odločanja vlade, ki običajno odloča celo možnost soglasjem. Jaz sem se glede tega vprašanja, ki se je pojavilo nenadoma seveda po tem, ko gospa Alenka Bratušek žal ni bila uspešna na zaslišanju in je na to odstopila od kandidature. Jaz sem se moral o tem vprašanju odločiti v zelo kratkem možnem času. Jaz sem samo včeraj se trikrat usklajeval s koalicijskima partnerjema, predvsem z gospodom Erjavcem in gospodom Židanom, pa tudi na seji vlade, potem, ko je bila ta zaključena, smo opravili neformalen seznanitveni pogovor o situaciji z vsemi ministri. Torej, samo včeraj je prišlo do 3 poskusov usklajevanja glede tega, kdo ne bi bil kandidat, in držal do večernih ur, do uskladitve ni prišlo. In v tem primeru sem pač ocenil, da je treba tako kot demokracija in demokratični postopki velevajo, vse jo sprejeti pač na seji vlade po drugačni, torej običajni proceduri za glasovanje. Jaz mislim, da je to povsem normalni demokratični postopek in tako smo dobili pač kandidatko. Glede samega mesta, ki se nam lahko obeta na ravni Evropske komisije, ne moram reči nič določnega. Tudi gospod Juncker je glede tega še v situaciji, ko se ne more o tem izreči. Sam je danes po pogovoru, ko sem ga obvestil o tem, kdo je kandidatka, in smo mu potem seveda tudi napovedali, da bo takoj prejel ustrezno dokumentacijo, dejal, da še ne more ta hip odgovoriti na to, kateri resor oziroma kakšno mesto bo lahko dodelil kandidatki. Vsekakor pa ima jasno sporočilo se strani mene, kot predsednika vlade v imenu vlade in države, da seveda pričakujemo, da bo to mesto ustrezno in želimo si seveda